ideji, da bi v Sloveniji vzpostavili centralni register, v katerem bodo na enem mestu združeni praktično vsi podatki vseh bolnikov v Sloveniji, je najprej odkimala informacijska pooblaščenka, nato še parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Kljub temu so ji poslanci minuli petek prižgali zeleno luč. Za jih je glasovalo 53, proti pa 16. Ugotavljam, da je zakon sprejet. In s tem je prepričana informacijska pooblaščenka vrata odprli tudi uhajanju podatkov, kibernetskim napadom, predvsem pa potencialnim zlorabam. Se pravi, več podatkov, ko imamo na kupu, večji so potem grožnje, več je možnosti, da do teh podatkov nekdo dostopa nezakonito, da nekdo zlorabi svoje možnosti dostopa. Recimo informacijski pooblaščenec vsako leto obravnava več kot 100 primerov, ko nekdo zlorabi svoje možnosti dostopa, ki jih je imel, ki mu jih je zakonito nekdo podal. In v tem primeru bi imeli dostop do naših najbolj občutljivih osebnih podatkov, datuma rojstva, naslova, celotne zgodovine bolezni, raznih laboratorijskih testov, rentgenskih slik, napotnic, pa zdravil, ki jih jemljemo, in denimo podatkih o cepljenju. Ta dostop bi bil lahko urejen tako, da se podatki pridobivajo na zahtevo, torej ko jih nekdo potrebuje in utemeljeno potrebuje, in ne, da se ti podatki prenašajo in potem so na voljo tem drugim organom za zadeve, ki niso povezane z zdravjem.